Dober dan. Živijo. Le še nekaj ur in nekaj dni naj loči do veselega trenutka, ko bova šla lahko voliti predstavnice in predstavnike Republike Slovenije v Evropskem parlamentu. Na delu smo delali neke, dajva reči, kadrovske intervjuje, ki so potekali v dvigalu od pritličja do drugega nadstropja in v tem času kratkega bivanja v dvigalu so kandidati lahko povedali pravzaprav, kaj jih kvalificira za to, da bi postali evropski poslanci, oziroma zakaj ne jim zaupamo službo evropskega poslanca. A bi ti koga vzel službo od teh, ki so se z dvigalom peljali? Pravzaprav, to je ena od tistih... Ker ti si vendarle ljudstvo, ti si delodajalec, okay, si ena milijoninka ljudstva, ampak kot predstavnik ljudstva si pa delodajalec. Ja, zdaj si me dobro zašil. Milijoninka delodajalca. Hotel sem to vršiti na breme ljudstva, zdaj smo pa za ljudstvo razglasil. Ampak jaz bi tako opazil, dobro, se v tisti eni minuti težko odreagiraš in pol tudi v nadaljevanju na nastavljeno vprašanje je relativno težko odgovarjati. In tudi če odgovarjaš, je bolj več odvisno od tega, kako znaš artikulirati stvari, kot pa kaj si. To samo po sebi je problem politike. Grobo rečeno, jaz sem si ogledal vse te posnetke, bi rekel pač to po nekaterih generalijah in nekaterih značilnostih bi se dal kaj povedati bolj kot pa neposredno, ali bi koga zaposlil ali ga ne bi. Zakaj? Namreč iz katere pozicije kdo zaposluje, kaj Evropska unija je. Recimo jaz bi rekel, da so že v osnovi zgrešili tisti, ki so postavili in odgovarjali pač na način, da tisti, ki prihajajo iz gospodarstva in imajo izkušnje z vodenjem podjetij, so bolj kvalificirani za vodenje evropskih institucij ali pa sistemov, političnih sistemov. To je popolnoma napačno razmišljanje. To je prva stvar, ki je... Imela sva enega kandidata, ki je povedal, da je kot podjetnik zaposloval 20 ljudi in da ga to kvalificira za... Ja, to načeloma je hvalevredno in to dejansko dobra stvar, ampak to ni isto, kot pa voditi Evropsko unijo. Evropska unija sicer je podjetje, ampak ne take vrste podjetja. Je treba preskočiti v neko novo kakovost, v neko novo, v popolnoma drug svet. To je približno tako, kot pa austerity ali zategovanje pasu na ravni države ali pa na ravni hišnega gospodinjstva. Zelo podobno. Se pravi, v hišnem gospodinjstvu se jaz strogo pazim, da ne grem finančno v minus ali pa da si na glavo nakopljem dolgove, ki jih ne zmorem. Tako je. Država ima pa drugo logiko. Včasih celo mora iti v to, zato da zaščiti višje interese in svojo prihodnost in tako. Tako da to je prva napaka, ki je bila v izrekanju. Druga je razlika med tistimi, ki se vidi, da imajo kilometrino in so dobri politični profesionalci. Recimo, če Bogoviča vzamejo za prvi primer, da je rekel, da on je kvalificiran, on je korektno odgovoril na vprašanje, ampak da je zaposloval toliko in toliko ljudi. Na drugi strani se je pa videl, da je že politično toliko vešč, da ve, da predstavi svoje rezultate, pokazal je to, da je marljiv, in zelo dobro je artikuliran in je pač intervju oddelal zelo korektno, kar ne pomeni, da ga kvalificira za to, da gre ljudi voliti. To ni priporočilo. Povem pa, in Bogovič je meni sploh vedno bil všeč, da smo si na jasnem. Tisto, kjer me je izgubil, je bila v bistvu podpora Orbanu. To je pa za mene točka loma, tam se vse neha. Potem recimo Ljudmila Novak je zelo dobro oddelala svoj intervju, se vidi, da se zna zadrževati, zna artikulirati, zna izpostavljati stvari, ki jih je za izpostavljati, skratka za tem je neka šola retorična, kakorkoli že politična, se pravi neka kilometrina, spontanosti pa bolj malo. Dve kandidatki, ki sta pa novinki, se pravi Zgojznik, ki ekološko strujo predstavlja, Joveva, ki je LMŠ. A ti je ta, odkrito rečeno, politična naivnost, ki se jo da zaznati iz teh nastopov, a ti je simpatična, ali je to razlog, da sta kandidatki pravzaprav naprej hendikepirani pri možnosti za izvolitev, zaradi tega, ker izpade, kot da jima manjka predvsem razumevanja
same inštitucije, za katere službe se potegujeta? Lej, pri Jovevi politična naivnost in sploh nikjer ne more biti nikakršna kvaliteta. Ne? Nikakor. Ker greš v politiko, tam naivnosti ni. Ampak jaz pri njej ne vidim politične naivnosti, bolj vidim politično prisrčnost. Žal to ne kvalificira za tako veliko stvar, kot je pač Evropska unija. Ne? In tako da v tem primeru ustrajam na tem, kar sem že povedal, ne, na svoji skepsi. Medtem ko druga gospodična ali gospa Gojznik, ne, je pa na mene kar dober vtis naredila. Zakaj? Zato, ker je prizemljena, ker zna definirati realnost, se ukvarja z realnimi problemi, se namerava ukvarjati z realnimi problemi in v svoji življenjskem preteklosti zna pokazati neko vztrajnost in rezultate, ki izvirajo iz nje. So pa to taki rezultati, ki niso nujno obsojeni na uspeh, so pa načelne narave. Tako da izrazito pozitivno se izražam o njej. Medtem recimo tisto, kar opazim tudi kot eno veliko razliko, recimo tudi Šoltes je zelo korektno oddelal intervju, ne, in ostaja v območju samega sebe, to se pravi ne dela napak, hkrati pa ne izraža nikakršnega nobenega entuzijazma ne kaže, ne, očitno bi rad pač zapakiral svojo kariero v neke oklepaje in s tem nič narobe, dejansko pa do zdaj ni delal napak in stvari reči, ki so pravilne. Če bo to dost, poteza, da se je povezal z Desusom, je zelo inteligentna. Ne? Vprašanje pa, če je moralno prepričljiva, to pa bomo videli. Ne? Ja. Dobar, ne, se pravi, sreda je danes. Ne, to še moram reči, tisto, kar sem opazil, je, da bistveno razliko v neki podstati politične kulture pa je med vsemi, pa med Angeliko Mlinar, ki prihaja očitno z druge politične kulture. Z druge strani Karavank. Z druge strani Karavank in pa še iz slovenske skupnosti in ima tudi očitno tak oseben značaj in je interesantno to, kar me vedno pretrese pri politiki. Ona dejansko odgovarja na vprašanja. Ne? Ja. Ona vprašanja vzame za res, ne? Ker vsi drugi so nekako vzeli, da je to pač mišljeno, da ti da priložnost, da se pohvališ. Ne? Ona reče, da naštej 3 lastnosti, ne vem, nasprotnik, v resnici ne vem, ne? Pa tako, ne, skratka, to je pač, je kar je, ne, tako okay, zdaj, ta mesec, ne, ta teden, ne, je situacijo, je evropski kontekst pravzaprav najbolj pretresel avstrijski škandal, ne, se pravi, zgodba vicekanclerja, podkanclerja, podpredsednika vlade, ne, ki se na eni vili v Ibici širokousti, kako bi pravzaprav on z veseljem sprejel investicijo neznane ruske investitorke, ki pove, da ima nek denar sumljivega porekla za investirati v Avstrijo in da bi to v medij najrajš vložila, s tem prevzela nadzor nad medijem, s tem naredila uslugo avstrijskim svobodnjakom, se pravi skrajni desnici. Vicekancler pa hkrati predsednik svobodnjakov pa to pobudo z najširšimi rokami sprejme, pa še namigne, kako pravzaprav se da stranki pomagati še z obvodi pri doniranju stranki, ki se jih da pa potem seveda z nekimi protiuslugami bogato poplačati nazaj. Ne? Na nek tak zelo transparenten način, bom rekel, ne, je pravzaprav bilo prikazano zakulisje poslovanja politike, kakor se v resnici dela. Ne. Zakulisje, v katerem je zastavek političnega špila medij, ne, časopis Krone Zeitung. Zakulisje, v katerem je zastavek osvajanje vzvodov vpliva. V kolikšni meri ta zgodba pravzaprav lahko vpliva na učinke volilne kampanje, na učinke, kako bodo ljudje volili, tako kot zaznavam, ne, svobodnjakom v Avstriji to škoduje izrazito, ne, v javnomnenjskih anketah, ljudske stranke je pa celo malo gor šlo, ne, zaradi tega. Tako, mislim, jaz imam vtis, da so učinki valov tega avstrijskega škandala transnacionalni, ne samo lokalni. Ja, upajmo, da bi bili. Jaz mislim, da odločilno je to, kar je poteza, ne, ki jo je naredil Kurz za najavo predčasnih volitev, v katere je itak sam po sebi tako rekoč prisiljen, ampak to, kar je povedal von Bellen, se pravi predsednik države,
To pa je velika poteza, zato ker gre očitno za uglajenega, umikanga in tako naprej politično zrelega gospoda, ki je rekel, oprostite, ampak to ni Avstrija in to nismo mi. Mi to obsojamo in zdaj moramo dokazati, da to nismo mi. Ne. Skratka, to je nekaj, tukaj so bile konsekvence za podobne stvari v Sloveniji, recimo tako kategorične besede niso padale, ne. Pred leti, ne že. Ne, mislim, podobne miškulance so se dogajale, vendar ne na vili v Ibici, ampak na sedežu vlade na Gregorčičevi. Ne? Ja. Zastavk igrice je bila pa takrat sredi prejšnjega desetletja časopisna hiša Delo. Ne? Ja, o tem vem zelo veliko, ker sem bil zelo blizu temu, sem to opazoval, takrat se je moje življenje bistveno spremenilo. Mogoče bom enkrat o tem zelo javno kaj spregovoril. Ampak fakt je, da političnih konsekvenc iz tega na tak način, govorim zdaj v gospodskem smislu, da bi nekdo rekel, mi to nismo, zdaj bomo pa dokazali, da to nismo in kaj hočemo biti, pri nas ni bilo. Lahko pa še je, ne? Vedno je priložnost za to. Slučaj je bil, da je to zdaj drug čas in drug kontekst, ker to, kar se v Avstriji zdaj dogaja, dejansko predvolilni kontekst Evropske unije, mogoče celo sta afera s tem pogojena, kdo ve, mogoče ne. Ampak smo v času debelih krav, medtem ko takrat temu obdobju, tedanjemu so sledile potem kriza in se je vse skupaj prekrilo za čistim bojem za preživetje, z vsemi vrstami privatizacij, razmetavanja delnic in kapitalskih vložkov levo in desno, skratka bil velik potres, ne, v tistem času. Ne. Zdaj, ti konteksti so drugačni, smisel je pa zelo podoben. Ne. Ne, a veš, kontekst avstrijske zgodbe, ne, mislim, meni zgleda na en način tako, veš, kot da se preslika neko dogajanje iz Republike Slovenije v Avstrijo 14 let pozneje, ne. Hkrati pa to sovpada z vzvodi prevzemanja medijskega vpliva pa v drugem delu avstro-ogrske monarhije, ne? Govorim pa o Madžarski, ne? Kjer veš, očitno ta mentaliteta, da je treba medije razumeti kot vzvode povečevanja političnega vpliva, politične moči. Ta mentaliteta je izrazito zasidrana, pa se širi iz Budimpešte deloma, ne. Tudi v Slovenijo, izrazito se širi recimo v Severno Makedonijo, deloma sledove lahko zaznavamo tudi na Hrvaškem. Pa jasno, ne, s tem, ko je Orban ustanovil nek orjaški medijski holding, na katerega se prenaša pravzaprav delnice vseh medijskih hiš in se koncentrira medijski vpliv pravzaprav na eno samo točko, je postavil nek model, ne, ki je seveda, ne, za vse politične mogotce, ki stavijo na to malo avtoritarno noto, pravzaprav zelo poučen, simpatičen, jih vleče, da bi tudi sami nekoč ravnali v to smer. Ne. Ni naključje, ne, da je voditelj svobodnjakov, ne, se zatekel k taki politični skušnjavi. Ne. To so ekstremne oblike neke logike, ki se je začela razvijati, se pravzaprav že kar do vrhunca razvila. Roko na srce in resnici na ljubo pa nihče niti v Sloveniji, niti v Avstriji ta trenutek ne more brez grenkobe v srcu in na ustih povedati, da prišlo do strukturnih sprememb medijske javnosti in lastništva in vsega tega in da se dogaja nekaj dramatičnega, kar je bilo recimo še, ne vem, 30 let nazaj nepredstavljivo. Ne? Tako da Kje? V Avstriji ali pri nas? In pri nas in v Avstriji in po celem svetu. Ne? Skratka, strukturne spremembe medijske javnosti so tukaj in oblike nekih avtonomij. Mislim, to je majhen bolj zapleten primer. Zdaj, če se zreferiram na to, kar je Robert Faller povedal, gre preprosto za neko zavest v javnosti in pa sploh in v politiki in v lastništvih, da ne upošteva več javnega prostora. Zbrav, javnega prostora praktično ni več. Ne? Mi pa stojimo ali pademo na pojmu javnega prostora, ker javna beseda lahko rezonira samo v javnem prostoru, ne more rezonirati v koaliciji zasebnih prostorov. Mislim, to je tudi nekaj, na kar Dušan Keber opozarja za javno zdravstvo.
Rad bi ta teden o tem tudi nekaj napisal, pa nekaj tudi o teh izbrisanih podjetnikih, ne, ki so padli v en tak limb in se dogajajo neke velike tragedije in usode, zdaj, ker ravno ni politika, volilni molk za Evropsko unijo, mislim, da je prostor, da se sprosti prostor, da lahko o tem kaj spregovorim, ampak na eni strani vse se dogaja v imenu podjetništva, na drugi strani imamo pa primere izbrisa podjetništva v imenu nekih želja bančnikov, da bi dobili svoj denar nazaj. Isto kot v Grčiji. Oni so se zainvestirali, a ne, podjetnike bodo obremenili, ne, svoj interes pokrili in to z zakonskimi sredstvi, ljudje pa v bistvu izgubljajo svoje strehe nad glavo, svojo imovino in tako naprej, ne. Poanta je bila pa preprosto ta, da so enostavno rekli, mi ustanovimo DOO, družbo z omejeno odgovornostjo v dobri veri in z zakonskim pokritjem, vmes jih pa eno obvesti, da ni več družba z omejeno odgovornostjo, ampak lahko sežejo tudi po njihovi lastnini. To se jim je zgodilo. Ja. To se jim je zgodilo namreč. Ja. No, ampak to so vse poskušal pokazati na to, da so družbene spremembe javnosti tako korenite, da je nastal kaos in boj vsakogar zoper vse. In se vedno sprašujemo, koga še nagovarjamo, komu govorimo in na kakšen način komu govorimo. In mediji so žrtev te logike, tega zaprtega prostora in spremembe javnosti. In če se seveda sami mediji ne bodo opredelili do reafirmacije javnega prostora, pa so samo ukinili. Tako da to, kar počnejo Orban pa vsi ti ljudje, pri nas se tudi ve kdo, je v bistvu samo brutalno izkazana logika nečesa, kar teče tudi mimo njih. Ne? Dobro, sreda, volitve že tečejo, nedelja, pejte volit, če imate koga, hvala lepa za tokrat.